Zdravo, sem nadporočnik Zoran Kovačič, član ekipe Enotni. Danes vam bom predstavil delo Vojaškega muzeja Slovenske vojske, ki se nahaja v najbolj impozantnem vojaškem objektu na celotnem ozemlju Slovenije. In sicer je to kadetnica. Ta je bila zgrajena leta 1853 in od samega začetka skrbi za šolanje, torej vojaško šolanje mladih kadetov, v tistem času častnikov in pa tudi dan danes, podčastnikov in častnikov. V sodelovanju z štabnim vodnikom Česnikom bom predstavila samo delo Vojaškega muzeja. Zdravo! Predstavil vam bi muzej in pa zbirke, ki se nahajajo v muzeju. Nahajamo se v prostoru Vojaškega muzeja. V tej dvorani je razstavljeno orožje iz konca 17. stoletja pa vse do današnjih dni. So zelo zanimivi eksponati. Najbolj bi pa izpostavil mehiško puško, ki se nahaja tu, kjer ima neko svojo zgodbo, in pa puško MP-34, ki je bila predraga za Tretji rajh nemški in so potem kupili v NDH. V okviru teh razstav, ki se nahajajo po hodnikih Vojaškega muzeja, imamo tudi kasetno bombo, ki je bila vržena leta 1991 v času osamosvojitvene vojne v rejonu Kočevske Reke, kjer so se nahajali učni centri 510 in 710 učni center. In pa imamo tudi razstavo častni vojni znak, najvišje odlikovanje z navedenimi prijemniki tega najvišjega odlikovanja podeljenega pri nas. Koliko pa eksponatov približno v muzeju? Eksponatov je v muzeju približno 10 000, razdeljeni so po zbirkah in zbirko uniform, potem imamo zbirko strelnega orožja, zbirko hladnega orožja, zbirko insignij, zbirko motornih vozil, zbirko oklepnih vozil, artilerijsko zbirko orožja. Pa to se vse tukaj nahaja ali so še kaj druge lokacije? En del teh zbirk je razstavljen okrog te naše kadetnice in pa en del je v vojašnici Maribor, generala Maistra v Mariboru. Imamo tudi zbirko letal, ki pa en del je razstavljen v vojaškem letališču Cerklje. In pa en del pa je na ogled tudi v Parku vojaške zgodovine. Katero pa obdobje, kjer imate največji fokus? Največji fokus, poudarek imamo pa na osamosvojitveni vojni 1991, imamo tudi eno zelo lepo razstavo, ki smo jo odprli ob 30. obletnici osamosvojitvene vojne. Pa je možen obisk muzeja strani širše javnosti? Možen je ogledi so možni vsak dan, tudi večje najavljene skupine, lahko pa tudi posamezno in so vsi ogledi so vodeni ogledi. Niso prepuščeni same od sebe, ampak so vodeni ogledi. Zdaj pa gremo do razstave v učnih centrih, kjer naj bo pričakal major Lazar, eden od zaposlenih v takratnem učnem centru in tudi avtor prve učne priprave, ki so jo imeli takrat za usposabljanje nabornikov. Bravo, nadporočnik Kovačič. Bravo, Jaš. Učne priprave, vidite, da so pisali še eno roko. Moram se pohvaliti, da sem imel lepo pisavo včasih. Prevajali smo pa iz rdečih knjig vsebine, katere so pisali v tej učni pripravi.
Ja, v bistvu je učna priprava dejansko razlog, zakaj sem v vojski, naj pojasnim. Včasih sem bil učitelj zgodovine in sem moral itak priprave pisati vsak dan in sem si rekel, ne, to ni za mene, moram iti v vojsko, kjer je dinamika. In prvi dan, ko sem prevzel enoto, prva stvar, kaj sem moral napisati, je bila učna priprava. Ja, res je. Ja. Gremo še ven pogledati eksponate. Tam je prava akcija. Hvala, major, za lepo predstavitev. Se vidimo. Mira, po akcijo zdaj. Gremo. Srečno. Tukaj se nahajamo pred poveljstvom 74. polka, kjer imamo tudi postavljene 3 eksponate. To je bojno pehotno vozilo tank T-55 in pa GMC, ki je malo starejšega iz leta 1944 proizvedeno. Pa vsa 3 vozila so operativna? Operativna ravno ne, so pa lahko bi se pa ožgala, pa se odpeljala. No. Ampak načeloma jih ne koristimo, oziroma se ne koristijo vse. Na tanku pa BVP sem se že vozil kakšnih 30 let nazaj kot otrok, ker je bil moj oče 74. Bi pa probal Jimmyja, če se da. Kamor? Res? Brez problema. Ja, super. Je izpravljen, je vžit, zažgaj in dela. Te pa gremo probati. Jaz grem zdaj na eno panoramsko vožnjo po vojašnici, vi pa spremljate enotne še naprej. Nič čudega, tudi ne vem.